Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, dober dan, dobrodošli na pogovoru ob knjigi, nadvse kratko poročilo o razdejanju Indij, ki jo pripravlja založba Družina in jo je to knjigo v začetku letošnjega leta izdala tudi s podporo Javne agencije Republike Slovenije za knjigo. Ob sebi zelo toplo pozdravljam gospoda Jerneja Ščeka, ki je pravzaprav spodbudil nastanek slovenskega prevoda, prvega slovenskega prevoda tega zgodovinskega dela, ki ga je sicer v slovenščino prestavil prevajalec Andrej Lokar. Dovolite, da najprej predstavim kratko mojega sogovornika, torej gospoda Jerneja Ščeka, ki je, torej ne samo, da je spodbudil nastanek slovenskega prevoda, ampak tudi pripravil izčrpno spremno besedo k slovenski izdaji. Gospod Šček je tržaški Slovenec, filozof, profesor, publicist, esejist, prevajalec. Poučuje filozofijo in zgodovino na liceju Franceta Prešerna v Trstu, predava na oddelku za humanistiko Univerze v Trstu, je doktorant sociologije, kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer pod mentorstvom dr. Igorja Škamperleta raziskovalno ukvarja z renesančnim humanizmom in vlogo humanističnih ved v sodobnosti. Objavlja znanstvene in poljudne članke v slovenskih in tujih revijah, prevaja, izdaja strokovna in leposlovna dela, objavlja tudi v sobotni prilogi časnika Delo. Trenutno je član znanstvenega odbora filozofskega projekta Misliti več, Pensare di più, upravnega odbora Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu in nadzornega odbora Slovenske matice, kjer sodeluje kot član strokovne komisije literarnega natečaja za dijake in študente v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom pod predsedstvom profesorja dr. Edvarda Kovača. Kot izbrani udeleženec je sodeloval pri 2 izvedbah seminarja za profesorje Memorial de la Shoah v Parizu in Berlinu, je član organizacijskega odbora Mednarodnega festivala gorniškega filma v Ljubljani, kjer je že predaval in bil tudi član mednarodne žirije. Vrsto let je sodeloval z deželnim sedežem Raj v Trstu, svojo dvojezičnostjo pa se sproščeno premika med kulturnimi iniciativami v slovenščini in italijanščini. Gospod Jernej Šček objavlja izvirne članke iz strokovne izdaje historičnih humanistov, v letu 2021 dominikanca Bartolomeja de las Casasa in konzervativca Augusta del Nočeja, oboje je šlo pri založbi Družina. V prihajajočem letu pa bo humanistične spise Leona Battiste Albertija izdala Studia Humanitatis in pedagoško razpravo Petra Pavla Vergerja starejšega kulturno-umetniško društvo Logos. Ne omenim še to, da na literarnem področju prevaja tudi italijanske gorniške književnike Maura Corono, Paula Conjetija in Marija Rigonija Sterna ter objavlja kratke zgodbe, eseje, spremne besede. Lahko bi še marsikaj povedali, gospod Šček, o vas, ampak pojdiva k avtorju in zgodbi tele knjige, ki je danes pred nama, nadvse kratko poročilo o razdejanju Indij. Gre pravzaprav za knjigo, ki je stara že skoraj pol tisočletja. Prvič je izšla leta 1552, približno desetletje po nastanku, in je pravzaprav temeljni dokument o pravicah Indijancev in obsodba krivičnega nasilja, kot ga je de las Casas sam opisal, ki mu ga je bil priča. Postaviva najprej časovni okvir nastanka te knjige. Govoriva v prvi polovici 16. stoletja. Tako je, najprej hvala za zaupanje in za tako izčrpen uvod. Ne vem, če je to ravno primeren kraj in prostor za to, da bi se poglabljali v tako kompleksen kaledoskop, kakršen je tisti čas, prelom med vekoma. S tem delom se pač vračamo v začetke naše, lahko rečemo, novoveško moderne dobe, ker so v njem postavljeni določeni zametki, ki si jih vlečemo za sabo nekje do danes po svojem. Kot rečeno, zelo težko v eni spremni študiji, kaj šele v 3/4 ure predstaviti tako kompleksno posebnost in tako pomemben, pomenljiv čas. Za začetek lahko rečem, da sem pač hvaležen za tole izdajo. Gre za precejšen založniški podvig. Mislim, da izdaja premore vse, kar si takšna prva strokovna prevodna izdaja zasluži nekje. Kajti gre za dela, ki so pač potrebna določene kontekstualizacije, enega spremnega aparata, ki ga tudi ta knjiga nekje premore. Zato sem tudi Družini nekje iskreno hvaležen.
gre za pač precejšen železniški podvig tudi zato, ker se pač z avtorjem, kot je Las Casas, tržaški Slovenec srečuje sprotoma, tako rekoč, po sili razmer, kot človek, ki pač v slovenskem jeziku poučuje predmet ali pa predmeta na čisto drugi količinski in vsebinski ravni. Torej, jaz sem do Las Casasa prišel zato, ker ga potrebujem za obravnavo v razredu in ga, kot mnogih drugih, v slovenščini še ni bilo. In sem torej pač prišel od samostojnih pač tipkopisov, skript do tega dela in mislim, da si ga zaslužimo po svojem. Zdaj, takole bi povedal za začetek. Mislim, da je Las Casas eden tistih avtorjev, ki zna marsikoga tako ali drugače nekje po svojem razočarati. V smislu, da si od takih avtorjev precej pričakujemo, tako ali drugače, vanje polagamo z našega zornega kota določene upe, naslov tega srečanja, mislim, da gre tudi v tej smeri, ne? Ko govorimo o antikolonializmu danes, vam dajemo lažen up o tem, da bomo govorili o današnjem času, ampak se vračamo za 500 let nazaj, kar je že po svojem simptom, ne? Neke dobe, nekega časa, v katerem pač projeciramo naše pričakovanja, naše upe v avtorje, v osebnosti, v prelomna obdobja, kakršno je zagotovo bilo tisto, in s tem delamo krivico prvič njim samim, drugič času in po svojem tudi nam samim. Hočem povedati, da se Las Casasa da z veliko lahkoto uporabiti v postkolonialnih študijah, na primer teologijah osvoboditve, v raznoraznih teorijah, recimo krščanske socialne, v raznoraznih krščansko-socialnih teorijah. Vse to je seveda mogoče, ampak po svojem krivično, enoznačno. Tak avtor zahteva eno kompleksnost, zahteva pač soočenje z eno kompleksnostjo in od tod tudi eno epistemološko kompleksno zorišče, zorni kot, za katerega pa pač, ponavljam, je potreben verjetno en drug čas in prostor, kot je sejemski. No, jaz imam res težave o tem, bomo rekli, čebelnjaku, ne, od zadaj bi raje šel na sosednjo kavico, kot pa zelo težko se pač človek tudi verjetno koncentrira na ta račun. V glavnem, če se vrnem k stvari, to so avtorji, ki pač zahtevajo določeno zgodovinopisno zvestobo in od tod tudi neko res zelo natančno, pozorno epistemološko distanco. No. Ena od velikih nevarnosti in zmot, ki jih tudi z Las Casasom lahko današnji bralec, mislim, da v katerega je po svojem zaveden, je temu, čemur pač strokovnjaki pravijo skušnjava analogij. Torej dejstvo, da v njem vidiš nekega, bomo rekli, čegevarovskega revolucionarja, ker je prvi zahodnjak, ki je premišljal, stvarno in tudi teoretsko nekje kritiziral kolonialno, imperialno politiko španskega zavojevalca v Novem svetu. In torej je enako, imamo pred sabo nekega, dajmo reči, pozno srednjeveškega ali zgodnje novoveškega Che Guevaro. Temu ni tako. Imamo pravka, to pa že, z enim najzgodnejših, lahko po svojem z renesančno mislijo v tistem kontekstu, to bo treba seveda še raziskati, ampak je Las Casas zagotovo v poznem 15. začetku 16. stoletja iz Evrope prinašal neke zametke tudi humanistične misli in je v tem, to pa že, krščanski humanist v tem, da je 100 let pred Kartezijem dejansko umišljal in tudi poskušal v stvarnem smislu izvajati tisto, čemur pač filozofi pravimo subjektivizacija. V ospredje je za vse in povsod in v vsake situacije postavljal človeško osebo
njene pravice, dolžnosti, njeno neodtuljivo dostojanstvo. To pa ja, so za tisti čas neznansko napredni dosežki, ki se jih lahko Evropejci po svojem še danes štejemo v čast. Ne. Če sklenem tole uvodno premiso, filozofi radi premisujemo, to ste najbrž že ugotovili, ampak če sklenemo to uvodni del, ponavljam, pri tovrstnih klasikih to niso obskurni misleci, ampak so klasiki. Ne? Dejstvo, da na Slovenskem dobimo Las Casasa prvič v tej obliki leta 2022, je tudi po svojem problematično. Ne? Torej tu krpamo luknje, ne kopljemo nekih skrivnih zlatokopov. To je pač ABC, če mene vprašate. Ne? Ampak če se vsaj količkaj, tudi ne samo mene vprašate, če se vsaj količkaj ozremo na evropski, recimo, založniški prostor. Ne? To so avtori, ki v tudi nam sosednjih jezikih premorejo pol ducata različnih strokovnih izdaj, recimo. Ne? Začeli smo en proces, opozorili na luknjico, naslednji korak je seveda verjetno še zahtevnejši kot je tale, Luis de Sepúlveda, temna plat, senčna stran, če hočete, Las Casasa, v znameniti diatribi, ki se po svojem vleče do današnjih dni. Hvala, gospod Šček. Da postaviva temelj nadaljevanju najinega pogovora, bi lahko v temeljnih obrisih predstavili življenje de Las Casasa in razlog, zakaj je pravzaprav prišlo do nastanka tega besedila. Odgovor na prvo vprašanje je ne, kot rečeno, nemogoče. Zagotovo gre za precej prepoznaven in tudi kontroverzen lik, ker v sebi združuje cel kup ambivalentnosti, cel kup dvojnosti, dihotomij, ki prelamljajo njegovo osebno življenje, ampak tudi čas, v katerem je živel. Tu bi jih recimo takole kar naštel. Polemik in pridigar, osvajalec in torej osvajalec v smislu konkistador in obenem, to je vse obenem, to ni ali, out, in oče evropskega protikolonializma, misijonski brat, monarhični papist, zagovornik pravic ameriških staroselcev, na neki sicer zelo kratki točki teoretik izkoriščanja afriških sužnjev. Neposlušni puntar po eni strani, po drugi pa sodelavc, zelo ugleden in čislan sodelavec kraljevega španskega dvora, tja vse do papeških dvoran. Zagovornik pravic ameriških staroselcev, to smo že povedali seveda, po eni strani encomendero, o tem bova morda kasneje kaj povedala, po drugi pa apostol koloniziranih manjšincev, božji služabnik na eni in spretnik politik na drugi strani. Reformist na eni strani, diplomat na drugi strani. Torej, cel kup zelo, vsaj na prvo oko, nasprotujočih definicij, ki pa jih je vendarle potrebno držati skupaj, seveda v eni biografiji, ki najbrž ne pozna primere, kajti gre za človeka, ki bi se skoraj, tu če hočem pobrskati, malo kopati okrog našega vrtička, bi lahko skoraj srečal Eneja Silvija Piccolominija, torej Toskanačo, kot smo upravili sredi 15. v Trstu, Toskanca iz Pience, ki je prišel sredi 15. stoletja na Tržaško, kot rečeno, kot tržaški škof in je po zaslugi svojih diplomatskih odnosov na Habsburškem dvoru eden najbolj zaslužnejših za ustanovitev ljubljanske škofije, to je tudi vaš človek namreč. Torej človek, ki je par desetletij za Piccolominjem deloval, človek, ki se je ukrcal z očetom kot 18-letni mladenič na 4. Kolumbovo potovanje, človek, ki je prepisoval Kolumbove rokopise po zaslugi Las Casasa
danes premoremo vsaj nekaj od kruškov tega, recimo. Človek je v mladih letih pač živel kot kolonialist, živel kot en komendero, je imel v lasti pravico do posesti in ljudi na tisti posesti, ki so zanj seveda zastonjsko delali, ki je v mladih letih kot mlad duhovnik deloval, kasneje kanonik, potem redovnik, tja do škofovske službe, ki je ničkolikokrat prestopil lužo. Zakaj? Ki je, morda še tole, ja, ki je ducat let preživel tako rekoč v kontemplativni osami. Se je zaprl v samostan in začel sestavljati sicer nezaključeno zgodovino Indije, njegovo monumentalno delo, in se potem zopet vrnil v tako imenovano dejavno življenje, torej tudi tu, kot vidite, vita activa, vita contemplativa v enem, ne, v poznem obdobju kot diplomat, kot rečeno, trkal na vest španskemu kraljevemu dvoru, tudi precej po svojem uspešno, v smislu, da je prepričeval in dejansko prepričal Španca v uzakonjenje, ne, v zakonitev proti kolonialne politike, tako rekoč. In seveda se potem zavedamo, da je problem neke konkiste ne toliko, to nas seveda Las Casas samo zavešča v to, ne toliko pomankanje zakonskega okvira, kolikor problem neizvajanja te zakonodaje. In to neizvajanje, kot dobro vemo, se potem nadaljuje stoletja, tja do srede 19. stoletja. Ne? Torej tu zopet tržaški Slovenec, mislim, da zelo dobro pozna to izkušnjo. Ne? To izkušnjo tega, da imaš opraviti z državo, z oblastnikom, s političnim in ideološkim okvirem, ki po svojem tudi sprejme nekje, ne, zakonske spremembe, reforme, ki jih sam predlagaš na tej točki. Las Casas je vanje pritiskal ne zato, ker bi rad, ponavljam, kot kak predpotopni Che Guevara, prevratniško deloval, vrgel kralja na ulico, giljotiniral oblast, ravno nasprotno. On je hotel z reformami od znotraj predrugačiti, izboljšati delovanje kraljevega dvora. Torej dejstvo, da bi dvor se obnašal tako, kot se proglaša. Če rečem po domače, krščansko. To je, če mene vprašate, star Kocbekov problem. Tudi Kocbek v svojih, seveda povsem drugih časih, ravno o tem govori, da nimamo težave v Las Casasovih časih s kolonialistom, z imperializmom, v Kocbekovih s špansko državljansko vojno. Nimamo težave s tem, z nasiljem, zato ker bi kdor izvaja nasilje bil preveč gorečen kristjan, ravno nasprotno. Ne? Premalo krščanski je. In to je en od po svojem Las Casasovih presenečenj, ki znajo marsikoga puščati, ki znajo, ponavljam, marsikoga presenetiti ob današnjem listanju, ne, takega avtorja. Torej, tu se naposled sooči s svojimi mejami, s poznavnimi mejami in z dejstvom, do tukaj zmorem, od tu naprej pa se pač vzdržim sojenja. Ne? Če nočem pač zapasti v pokrivičenje za nazaj zgodovine, v to, s čimer imamo danes žal prepogosto opraviti. No. Današnji zagovorniki tudi samega laskazijanstva, mnogi, ki tega avtorja in mnoge druge nekje uporabljajo, poznajo seveda načelno in uporabljajo v svojih često povsem legitimnih političnih, družbeno-političnih, družbeno-kulturnih bitkah, po svojem si predstavljajo, da lahko teče popravičenje, ne, zgodovine tako, da odrežeš
Iztok Mlakar bi rekel glavco preč. Ne gre tako zlahka, žal. Ne gre tako zlahka. In no, Las Casasovo delo je takšen primer, no. Tu prej kot s kako zgodovinsko razpravo imamo praviti s političnim pamfletom, z manifestom v resnici, ki ga moramo razumeti, moramo postaviti v tisti specifični kontekst. V kontekstu, v katerem je v nekaj desetletjih 90% ameriških staroselcev izginilo, tako rekoč v stoletju, lahko rečemo. Ne? Las Casas seveda piše o 15 milijonih, tu ne gre, kot skušam utemeljiti v spremni študiji, za vprašanje številk, ki ga seveda mnogi tudi kasnejši poznavalci poglabljajo, upravičeno, legitimno, tudi sam navajam Todorova, Standarda, zagotovo, jasno, da gre za ameriški holokaust. Ne? Pa vendar je bistvo, v številskem smislu, ne? Pa vendar je kopanje po številkah ena od tistih stranpoti, ki nas odmakne, se mi zdi, od glavnega toka, od smisla tega dela. To delo je parabola, je pretiravanje v retoričnem, vsebinskem, oblikovnem smislu in tako ga gre razumeti. Ga gre razumeti v času neke nuje človeka, ki je okrog sebe in na lastni koži doživljal eno verjetno največjih človečanskih tragedij vseh časov, ki se je čutil najbrž zanjo tudi kriv ali pa sokriv in ki je skušal čim prej na nek način predramiti oblastnike, da bi vlogo države, v katero je sam verjel, ki jo je zagovarjal, v kateri je videl tudi neko previdnostno, seveda, vlogo, preusmeriti na krščanska pota po svojem. Kot ste rekli, de Las Casas s tem besedilom trka na vest španskega dvora, lahko rečeva tudi pravzaprav na vest vse Evrope, kajti to besedilo je pripravil za srečanje s španskim kraljem Karlom V, ki je bil v tistem času tudi nosilec cesarske krone Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti. Torej, kot večkrat rečemo, bil je vladar dežele, v kateri sonce ni nikoli zašlo. Ne? Lepo zveni. Kakšno je pravzaprav bilo življenje torej prvotnih prebivalcev ameriških dežel v prvih desetletjih konkviste in kaj točno so tiste dejavnosti oziroma tisti deli odnosa, zoper katere protestira Las Casas. Kajti celotno zavzetje ni bilo nekakšna bliskovita vojna, blitzkrieg, ki bi jo končali s množičnim pomorom v kratkem času, ampak je šlo za en v bistvu precej dolgotrajno načrtovan genocid. Ne? Morda besedo o tem načinu sobivanja novih konkvistadorjev s prvotnimi prebivalci? Tako, kot prejle omenjeno, se pač naš današnji junak poda na pot čez lužo prvič leta 1502 s tistim 4. Kolumbovim potovanjem in pri Roma pripluje na otok Hispaniola, drugi največji otok Velikih Antilov, kjer se je rodila in takrat že rojila v resnici pač prva kolumbijska kolonija v Novem svetu. Zdaj, kot pravilno poudarjate, je bila konkista neka mešanica med sistematičnim, organiziranim, od zvrha navzdolj vodenim migriranjem širokih, zelo različnih tudi med sabo družbenih slojev v novi svet, ampak hkrati tudi, tega ne smemo pozabiti, hkrati tudi skupek nekih precej improviziranih praks, pravzaprav, ki botrujejo prav temu, da se je v zelo pravzaprav vratolomno hitrem času postavile na noge ena nova družbena ureditev, ena nova gospodarska, ena nova politična ureditev, se seveda morala soočati s tam že stoletja živečim prebivalstvom in torej je bilo seveda težko, kar so se
v Seviji, v Kastiji in drugod domenili, brez nekih prilagoditev uveljaviti, ne, v novem prostoru. Zdajle, kar se družbeno-gospodarskega sistema tiče, imamo gotovo upraviti sprva s tisti, čemu strokovno pravimo encomienda, to je seveda privilegij, ne, to je neka španska fevdalna ustanova, ki določa lastninjenje zemlje in na njej živečih ljudi, v tem smislu, da so pač bili staroselci, domačinci, dolžni plačevati enkomenderu neko dajatev, v pridelkih, v denarju, v delu, v zameno pa jih je imel ta, tu seveda izzivalno pravim, pravico, po svojem dolžnost, ne, ščititi in pokristanjevati. Iz tega se je v času prešlo na tisto, čemu pravimo pač repartimiento, kot sam izraz pravi pač razdelitev, ne, v tem primeru prisilnega dela na drug način, v obeh primerih pa imamo praviti z nič drugega kot seveda plenskim gospodarstvom, ne. Oboje je zelo lepo zapakiran ovoj za plenjenje, ropanje, pri katerem je seveda, vsaj po nekaterih teoretikih, bilo nasilje po svojem tudi moralno, filozofsko in teološko opravičljivo. Ne za Las Casasa. Las Casas seveda v tem družbeno-gospodarskem sistemu vidi samo povrhnjico enih globljih teoloških, previdnostnih smotrov, ki imajo zanj, tako kot za Kolumba samega, pozor, morda je bil Kolumb tu res lutka v rokah močnejših, ampak če gremo brati njegove spise, je v njegovih spisih brati eno neverjetno verjetje, vero v to, da pač ima opraviti z nekim duhovno prelomnim obdobjem in da ima on v rokah duhovno, ne pa gospodarsko orožje, ne. Tako lahko rečemo tudi za Las Casasa, za katerega je bila seveda edina možna, opravičljiva, moralno legitimna, teološko osmisljiva evangelizacija, lahko rečemo miroljubna in tudi zavestno sprejeta. Prej sva govorila o človeški osebi, ne? O po svojem rojstvu subjekta pred Kartezijem samim. Las Casas o tem govori. Da je za evangelizacijo potreben konsens človeka, ne? Kar je, če pogledamo na to z današnjega zornega kota, precej moderno stališče, ne? Danes vendar, ko vstopimo v bolnico pred kirurškim posegom, nam nabašajo papirjev, ki jih je treba podpisati, ne? Sicer pač ima človek vso pravico, da odkloni, čeprav ne zdravljenje, ki bi mu morda lahko celo rešilo življenje, no. Evo, če se vrnemo k nama, če na osvajanje Amerik pogledamo z laskazijanskimi očmi, bomo v resnici za družbeno-gospodarsko-političnimi dogodki, za tistim, kar pravzaprav prodre v naše učbenike zgodovine, spoznali, da je v konkistadorjih vrelo, ne, marsikaj več, marsikaj globljega in da so o tem seveda prelivali tone črnila, ne. Ko imamo opraviti z znamenito diatribo, seveda sevilsko diatribo, smo tu sredi 16. stoletja, 1550-51, med našim junakom Las Casasom in Juanom Žinom de Sepúlvedo, imamo opraviti s teološko diatribo, ne. Torej, imamo opraviti s človekom, ki na eni strani, naš junak pravi, edina opravičljiva evangelizacija je miroljubna, in drugim, ki je kot prvi zahodnjak polatinil Aristotelovo politiko,
in je torej v njej našel argumente za to, čemu pravimo pravična vojna. Ne? Zato, čemu pravimo naravno suženstvo. In torej dejstvo, da je po Aristotelu, ne po Sepulvedi in konkistadorjih, torej Aristotel ja, Sepulveda ne gre tako zlahka. Ne gre tako zlahka. Po avtorjih, ponavljam, ki utemeljujejo dejstvo, da je človek narojen v nek družbeni razred, narojen v en čas in prostor, narojen v en poklic in da je njegova naravna usoda ta, da znotraj danega poklica razvija svoje zmožnosti. Sužen, suženske, osvajalc, osvajalske. Ponavljam, to ni Sepulveda, to je Aristotel v politiki, ne? Avtor, ki ga tudi na Slovenskem precej dobro poznamo, ki ga iz istega dela radi navajamo kot človeka, ki je pač v neslutenih časih, več kot 2000 let nazaj, utemeljil pojem hrematistike, torej ki nam odpira oči, tu je pater Karel Gržan, seveda oče, ne, na Slovenskem. Torej, Aristotel je že zdavno pojasnil, da to, s čimer imamo mi danes opraviti, ni ekonomija, ampak je hrematistika. Ne? V istem delu utemeljuje tudi naravno suženstvo in, če gremo po logičnih izsledkih, po svojem svetovojno. V spremni besedi pišete, da je ta knjiga izziv kompleksnemu mišljenju in se sklicujete tudi na že prej omenjenega italijanskega filozofa Augusta del Nocija, ki zahteva, kot on temu pravi, transpolitično branje zgodovine. V modernem času, pa morda se tu lahko nekoliko nasloniva na naslov najine predstavitve, v današnjem času veliko govorimo o zgodovinskih napakah različnih kultur in civilizacij. Kaj torej imate vi v mislih, ko govorite o izzivu kompleksnemu mišljenju, torej kako, če sploh lahko, današnji človek v današnjih družbenih, kulturnih okoliščinah razume kontekst, v katerem je nastajalo to delo in kontekst Las Casasovega mišljenja? Tako da se vzdrži prelahkega politiziranega sojenja o zgodovinskih pojavih. Zato, ker če gledamo preko z današnjimi očali najn, mislim na politične, kar na slovenskem pomeni politizirane. Če pogledamo najn s temi očmi, s temi očali, gre za izmuzljivega avtorja. Kaj hočem s tem povedati? V določenem smislu celo sredinskega avtorja. Ne? Avtorja, ki po eni strani utemeljuje krščansko socialno misel, ne? Zato ga tudi teoretiki, recimo teologije osvoboditve, redno in na veliko navajajo nekje. Ne? Torej, tisto misel, ki pri nas, zopet nekoliko izzivalno povem, životari zaradi posledic Kocbekovske afere. Po drugi pa, oziroma obenem pa, je to ta isti avtor, ki je goreče katoliški, celo, kot ponavljam, teokratski avtor, ki je v španski kroni, v papeževem dvoru, sam Piccolomini je to bil, veliki humanisti, obenem teokrati. No? Torej, človek je po eni strani je krščanski socialec, po drugi pa vse prej kot Čegavarejevski revolucionar, po svojem konservativec. Ne? Torej človek, ki je prepričan, da se edine trajnostne spremembe izvajajo reformno od znotraj sistema. Od znotraj sistema. Kar pomeni kompromisno. Reforma je enako kompromis. V tem smislu je seveda Las Casas protirevolucionar. To je jasno. Zdaj, kaj nas to lahko uči o nas samih? Prej sem morda nekoliko hitro navrgal precejšnjo krilatico. Ne? To je avtor, ki zna razočarati oboje, marsikoga, leve in desne, če povem po domače. Ne? Ravno zaradi tega, ker zahteva od nas eno določeno pozornost, eno določeno potrpljenje,
eno določeno vzdržnost tudi spoznavno, na katero, če mene vprašate, nismo več navajeni. Zdaj, mislim, da s svojim vprašanjem merite nagibanja, ki se danes seveda, ponavljam, često povsem legitimno trudijo, borijo za to, da bi se krivično, nasilno preteklost Zahoda poravnalo, na nek način popravičilo. Ne? S katero nevarnostjo imamo tu opraviti? Tu sem, mislim, da v spremni študiji, oziroma mislim, ugotavljam, da že približno leto je nisem imel v rokah, tako da ne zamerite, navajam novo izdajo Dantejeve božanske komedije za neko nizozemsko založbo Blossom Books, ki je ob lanski letošnji 700-letnici rojstva enega največjega pesnikov, literator, mislecev vseh časov, postregla s čim? S prečiščeno izdajo komedije. Ne? S prečiščeno česa? Ja, vsega, kar je krivično, kar ni politično korektno. Navajam, v 9. kotanji 8. kroga pekla boste zaman iskali odlomek o Mohamedu. Ja, kar je krivičen, kar je politično nekorekten. Smo v 13. stoletju. Torej, tako naivni smo. Tako naivni. Raje slavljen kot cenzuriran Dante, jaz trdim. Samo zgodovinska korektnost je lahko emancipatorna. Zato, da bi bili politično korektni do preteklosti, smo zdaj nekorektni do Danteja samega. Ma če smo do njega, smo tudi do nas samih. Alois Rebule je v svojih spisih pravil, v Zelenem izgnanstvu v tem primeru, Dante, Alighierijevič, Dante je naš, vseh nas. Dante je človeštva, je sin človeštva in dar človeštva, hočem povedati. Ne? Torej, če nam je s tem delom uspelo opozoriti na majčkeno zmoto, zablodo, ki jo tovrstno početje počne v preteklosti in nam samim, smo, mislim, da že zmagali. Če sploh lahko Las tu precej, nam je tu precej v pomoč, se mi zdi. Tovrstna dela in takšni avtori s svojo kompleksnostjo, svojo, kot že rečeno, ambivalentnostjo, neulovljivostjo, ki je precej značilna za tisti čas, prelomen čas, vsakega renesančnega humanista, z vsakim renesančnim humanistom boste imeli to težavo, ambivalentnost namreč, ampak ravno to ohraniti živo je, mislim, da naša dolžnost in način, da nepopravljive, nerešljive krivice, ki jih je Zahod seveda storil nad drugimi ljudstvi, skušamo nekje preprečiti v prihodnje. Bi si drznili oceniti, kaj je bil poglaviten razlog, da si je Las Casas precej osamljeno, si drznemo reči, zoprstavil splošnemu javnemu mnenju tistega časa in odločno posegel oziroma se zavzel za neke primarne človečanske pravice tudi indijancev, če jih tako imenujemo. Iz česa je izrastel njegov pogum? Ja. Jaz mislim, da je tu precej odločilno rojstno mesto, iz katerega izhaja. V njegovem primeru Sevilla, tu govoreči, stalno vleče na usta Trst, ampak z razlogom. Torej mesto, ki je v tistem času bilo tako strašno svetovljansko, tako strašno raznoliko, tako strašno komplicirano, tako strašno strpno in nestrpno obenem, da je seveda mlademu, občutljivemu duhu, kakršen je bil njegov, ob potrebni izobrazbi, ob študiju latinščine, ob šolanju, ob stiku
z Dominikanci. Jaz mislim, da je pri njegovem, lahko rečemo, budovskem ali pa nam bliže avguštinskem obratu dominikanska misel precej odločilna po svojem. Evo, imeti v mladih letih stik recimo z vsem tem, v času takšne prelomnice, vi si predstavljate, da ste kot 10-leten mulc vrženi v leto 1492. To je, kako lahko človek to sploh preživi? Torej, leto, v katerem se zgodi toliko in takšno, da nas še danes vrtoglavica po svojem. Da si predstavljate vi, kako to vpliva na občutljivega duha. Noro, neverjetno. In tu je najbrž bil tisti čas, prejšnji čas, v pomoč takšnim duhovom. To so bili veliki časi, ki so gradili velike osebnosti. Ne? In če nekoliko sebično pogledamo nase, smem pač, si upam, kot humanist trditi, da danes tega privilegija po svojem nimamo, v dobrem in slabem. V dobrem in slabem. Da se zgodovina ni končala seveda v politično-družbenem smislu, kot je Fukuyama takrat zatrjeval, to vojna v Ukrajini namreč dokazuje, ne? Da stojimo na mestu hladnovojnske delitve sveta, da se evropska žarišča niso polegla, ampak je pa po svojem konec teh duhovnih velikih zgodb. To pa ja. Ker če imaš opraviti, zdaj bom nekoliko oduren in morda nasilen, ampak z muckami in če odraščaš med muckami, psički in v blagostanju, v lagodju, ne? V obilju, v neki neverjetni filozofski utopiji pravzaprav, v času, v katerem odganjamo napor, ne? Napore, poraze, negativnosti, vse to ustvarjamo. Kako bomo, odkot bi lahko padel Las Casas, mi vi povejte? Nemogoče. Torej, takšnih ni več, ker ni več takšnega časa, ne, ki bi jih gradil. Le malce sva odstrla to tančico z velike zgodbe, z velikega oblaka, ki obkroža tole knjigo, nadvse kratko poročilo o razdejanju Indij, pa se preden sklenemo najin pogovor, vrnem k vaši prvi izjavi. Ko sem vas vprašal, zakaj ste spodbudili nastanek slovenskega prevoda, ste rekli, da vi v vaši predavalnici takšno knjigo nujno potrebujete. Zakaj? Kaj je tisto bistveno sporočilo, ki ga ponesete svojim dijakom, svojim študentom preko te knjige? Las Casas ponujam seveda v dvojici z De Sepúlvedo. To je predpogoj nekje. Ne? Enega brez drugega ni, če hočemo. Jaz ga seveda uvajam in uporabljam pri poglavju humanizma in renesanse in pač pri ugotavljanju, kako se je ta misel iz pač stare celine selila tudi v novi svet in kako smo na pragu novoveško modernosti postavljali zametke mnogih državljanskih, političnih in tudi filozofskih nekje stališč, ki jih je potem ravno Zahod, ravno neka misel, ki veže tu pa že humanizem z razsvetljenstvom po svojem tudi razvijal nekje. Ne? Prej zopet se vračam k človeški osebi. Torej dejstvo, da v tistem prelomu govorimo o pravicah in dolžnostih, ni od muh. Ni od muh. Kot ni od muh bilo v predsokratskih časih utemeljiti pojem atoma, če vam reč. 2400 let nazaj. Nobenih mikroskopov, nobenih Hubblovih ojačevalcev, ne vem česa. Nič od niča, razen misli in duha. Ne? Torej, tu je Las Casas uvidel tisto linijo, seveda, ki potem pelje kot do preomenjenih
človečanskih pravic in dolžnosti, obojega namreč. Deklaracijo o prvih že imamo, o drugih še čakamo. Ampak no, tu se mi zdi absolutno nujen, potreben avtor. Zopet, na katerega pač tržaški Slovenec opozori. Zopet en simptom tega, da pač slovenska šola v Italiji v slovenskem jeziku poučuje, ponuja vsebine v nekem obsegu na določen način, ki ga tu ne poznamo, ki ga tu ne poznate. Torej dejstvo, da imaš denimo en cel letnik namenjen antični filozofiji, nekaj pomeni, ne? Pomeni, da se lahko vzameš v roke primarni vir. In to je ena od bistvenih razlik, ki nas tu pa ja razločuje in zaradi katerih je še ničkoliko takšnih laskazasov v predalu, ker se pouk pač v moji predavalnici gradi okrog besedila, okrog primarnega vira, na tekstu. Seveda na odlomku teksta, na poglavju teksta, ampak na tekstu, na besedi se gradi. Avtorje, zgodovinska obdobja, definicija, ne pa obratno. Ne. Takrat definicije, podatki, dogodki zaživijo naenkrat. Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, naj vas ta ognjevita spodbuda k branju gospoda Jerneja Ščeka popelje do stojnice založbe Družina, kjer boste tole knjigo z naslovom nadvse kratka zgodovina razdejanja Indij lahko tudi kupili. Vam privoščim, da jo boste vzeli v roke, kajti tudi ta citat je v tej knjigi, knjiga je orožje in v tem primeru zelo ostro nabrušeno. Hvala vam vsem, da ste se nam pridružili na nocojšnji predstavitvi te knjige, predvsem pa tudi vam, gospod Jernej Šček, hvala, da ste prišli v Ljubljano in tako odlično predstavili to knjižno in pomembno novost. Hvala lepa. Na branje.